Se pravi, če gremo pregled celotnih 7 faz v drugem modulu, se pravi modulu Serious Business Transformation, je pravzaprav prvi pogoj za to, da smo mi zaključili ali pa vsaj začeli delati, izvajati prvo stopnjo, se pravi osebne transformacije. Vkolikor nismo dejansko naredili premika v osebnem življenju, pa začnemo delati poslovno spremembo, bomo naredili samo večji kaos, kot je do zdaj. Je včasih potem boljše, če pri sebi ne želimo nič spreminjati, da tudi v ostalem delu sveta nič ne spreminjamo. Če ne bi imeli samo občutek, da smo ogromno naredili, v osnovi smo pa naredili samo še slabše, ker smo samo poglobili problem. In ker naredimo prostor, mi začnemo kao pospravljati, preurejati v dobri veri, da bo drugače, pri sebi pa nismo nič naredili, pomeni, da smo naredili večjo jamo in bojo prišli še večji problemi. Zato je to prvi pogoj, da naredimo korak pri sebi, oziroma začnemo izvajati korake naprej, ker potem lahko sporedno delamo že poslovne spremembe. Vkolikor pa ne začnemo osebnih sprememb delati, pa tudi poslovnih ne smemo. Mislim, lahko jih, ampak na lastno odgovornost. Torej, v prvi fazi Serious Business Shaking je pravzaprav identifikacija obstoječega stanja, oziroma to pomeni, v bistvu bomo videli, da so prvi 3 koraki analiza. Najprej sploh pogledamo okoli sebe, kje smo, kaj pravzaprav imamo. In potem začnemo na nek način, a pa tako se temu reče, inventura. Popis naredimo, kje smo, kaj imamo. V drugi fazi Serious Business Calming vse to ozavestimo in sprejmemo, da ne glede na to, kar je okoli nas, je naše. Ne govorim o lastnini, ampak govorim, da so to naše lastnosti. Se pravi, v drugi fazi ozavestimo. Tretja faza, poslovno čiščenje oziroma Serious Business Cleaning, začnemo odstranjevati tisto, kar se pravi, ko smo sebe postavili in več ni v skladu z našimi pričakovanji, kaj mi pravzaprav želimo. Se pravi, tu še v tretji fazi še mi točno ne vemo, kaj bomo poslovno delali, ne? Čutimo pa približno že smer. In to pomeni, da mi začnemo obstoječe stvari, ki smo jih identificirali, zaznali, odstranjevati. To se pravi, začnemo fizično pospravljati. In tu pravzaprav že dobimo neko jasno sliko, oziroma se nam začne jasniti, v katero smer gremo. Zato pa potem v 4. fazi Serious Business Goals, se pravi postavljanje ciljev, ker imamo vse prosto pred sabo, oziroma imamo samo tiste vire, s katerimi še jih čutimo, da so nam uporabni, že lahko postavimo jasno smer, v katero gremo. In seveda to je pogoj, da imamo mi najprej osebni cilj postavljen, ne? Ker nam potem ta poslovni cilj podpira naše osebne cilje. V 5. fazi Serious Business Strategy, se pravi poslovna strategija, pa mi nastavljamo pot do teh ciljev. Se pravi, pogledamo, kaj od obstoječih sredstev lahko uporabimo do cilja in kaj pa še rabimo, če sploh kaj rabimo. Skratka, narišemo si pot. In seveda, najbolj pomembno je pa to, da mi začnemo o nekih stvarih razmišljati strukturirano, da jih v bistvu postavljamo po tem vrstnem redu. In potem, ko v 6. fazi Serious Business Dropping začnemo izdelovati te modele, pa postavljati to strategijo, mi pravzaprav lahko začnemo stvari optimirati. Ker mi smo že sami toliko zrastli, oziroma smo čisti, da vemo, kaj nam paše, pa kaj ne. Tu so stvari, ki jih je težko napisati, kaj je treba narediti. Ampak, če gremo mi prvih 7 korakov na osebni transformaciji, bomo tu točno že vedeli, kaj moramo narediti, kaj je dobro za nas, pa kaj ni dobro za nas. Dobro za nas je tisto, kar je naše, kar ni dobro za nas je pa to, kar nam je še vedno mogoče ostane od drugih, drugo pričakovanje drugih.
No in potem 7. faza se pa vse te stvari integrirajo. Spravi, vse poti, ki smo jih optimirali, poskušamo postaviti v realno življenje, se pravi z realnimi ljudmi, s katerimi sodelujemo, če jih nimamo, probamo najti pot do njih, kdo bi pa lahko bili. Potem tisto, bom rekel, neke vrste točno definiran sredstev, ki jih rabimo, od materialnih, energetskih in finančnih. In na ta način v bistvu pravzaprav zaokrožimo celo pot. V praksi bi to lahko rekli, da to je neke vrste poslovni načrt, ki smo ga naredili. Zato je fajn, da v bistvu vsako leto si naredite svoj poslovni načrt, osebni in poslovni načrt, kaj boste delali v prihodnem letu. Poslovni načrt se začne delati v novembru, se pravi takrat pogledate, kaj ste vse naredili, pa kaj želite delati, ne. Potem je december čas tisto, ko prevetrite od tega, kaj ste še pozabili napisati, ne. Pa naredite že cilje za, bom rekel, naslednjo leto. Januar pa jih v bistvu počasi preverjate in v februarju, tako smo zdaj, jih pa v bistvu zaključite. Teda v bistvu vi v resnici začnete živeti šele z marcem, se pravi, ko se začne narava prebujati. Ampak do takrat morate pa imeti smer določeno, ne. To je isto, pač rastlina tudi mora imeti korenine, če hoče začeti pomladi se razvijati, ne. Če je ni bila prej nastavljena, se enostavno ne more razvijati. No in ravno zato je v bistvu ta Serious Business Transformation tako dobro, da jo v bistvu naredite v zimskem času, če vam tak se sopada, ne. Se pravi, da tam od poleti začnete delati na sebi, pa to pripeljete do nekega nivoja tam do septembra, oktobra, ne. In potem v naslednji fazi pa pa priprava poslovnega modela za naslednjo leto. No in na ta način mi v bistvu pravzaprav vseh teh 7 korakov zaključimo, ne, in rečemo, da zdaj smo pa mi pripravljeni za poslovni proces. Se pravi, uresničiti poslovnih ciljev na podlagi osebnih pričakovanj. In ta del se v bistvu pač tisti, ki bi se samo poslovno s tem drugim modulom ukvarjati, ta se bi imenoval dinamični inženir.